Lep pozdrav vsem, tole je okrogla miza revije Razpotja. Skratka, podlaga za tale dogodek je 40. številka revije Razpotja, ki je bila sodelovanje Razpotij pri obeleževanju te obletnice. Išla je seveda ob podpori Goethe inštituta. Zdaj, ker so tukaj teksti že napisani, bo ta dogodek za razliko od ostalih potekal v obliki okrogle mize. Skratka, jaz bom spraševal in avtorji člankov, ki se mi pridružili, bodo odgovarjali. Če kar predstavim, z mano so docent dr. Mirt Komel, predstojnik katedre za kulturologijo na Fakulteti za družbene vede, sicer avtor večjih knjig, nekatere od njih filozofskih in vsaj ena od njih o Heglu, namreč Giljotina duha. Potem dr. Jernej Kalduža, raziskovalec na FDV in viden komentator, viden družbeno-politični komentator, ki se odlikuje po razmeroma globoki konceptualni ali pa filozofski ravni analiz aktualnega političnega dogajanja. In Jan Princelj, zaenkrat še doktorski kandidat na Filozofski fakulteti, tako da se še ne da zares operirati z oznakami največji strokovnjak etc., ampak lahko pa rečem, da eden od ljudi z najbolj energično voljo za razlaganje bolj teh abstraktnih elementov Heglovega sistema oziroma bolj konkretno logike. Preden se posvetim posameznim člankom, eno uvodno vprašanje za vse. Naslov te okrogle mize je Hegel za ljudstvo, s čimer sem najprej meril na to, da je bila naloga, ki sem jo dal pisem v teh razpotih, da naj bodo teksti napisani kar se da dostopno, ne le v smislu dostopnosti sloga in jezika, ampak tudi to, da Hegla, tudi v tem smislu, da Hegla zagrabijo in predstavijo na način, ki lahko pritegne tudi nekega neiniciranega bralca s splošnim interesom. Torej, in me zanima, kako ste se te naloge lotili in se vam zdi težavno to iztrganje Hegla iz konteksta, a je problematično Hegla potegniti iz konteksta neke strokovne discipline. Mogoče začnemo kar s tabo, Mirt. Ja, meni se zdi tako na prvo žogo odgovor takoj ne, ker se mi zdi, da je Hegel sam že v večjem delu pravzaprav svojega opusa dajo dovolj dobre nastavke za to, da je nagovarjal, da ne rečem, ne samo filozofsko publiko, ampak mislim, da predvsem neko občo publiko, da je bil zavezan razsvetljenskemu projektu omike v zelo splošnem pomenu tega, da je s filozofijo poskušal izobraževati. Tako da teme, ki si jih loteval, v tem smislu niso, kako bi rekel, demonstracije potence njegove filozofije, ki naj bi se izkazovala zgolj ali predvsem v logiki, ko se je spuščal, na področje estetike, prava, politike in tako naprej, ampak so to enako sestavni del njegovega filozofskega sistema, enako pravni sestavni del njegovega filozofskega sistema, ne, to je kot eno. Drugo pa tja, bavim se iz leta v leto te zagate, kako Hegla predavati študentom, ne, mislim, da sorodna dilema, no. Se pravi, a ga sploh treba poenostavljati, a nam ne Hegel daje sam dovolj konceptov, ki so sami po sebi, če jih adekvatno predstaviš, dovolj dostopni, da je pravzaprav ta zastavek, ne, Hegel za ljudstvo ni nič posebnega, Hegel je za ljudstvo že. Ok, Nejc? Ja, jaz moram reči, da bi po mojem na isti način pisal, tudi če ne bi ti rekel, dajte pisati za ljudstvo. V smislu, jaz probam nasploh, mislim, da je tu da večina ljudi, ki piše, proba pisati na ta način, da bi jih čim več ljudi razumelo in da pri temu seveda tu ne bi zahtevalo nekih slabih prilagoditev na ravni vsebine. Skratka,
maksimalno kompleksna misel, ki jo lahko sprejme maksimalno velika množica ljudi, ampak včasih je treba tukaj pač najti nek kompromis. Tako da jaz nasploh mislim, ne samo v kontekstu Hegla, čeprav tu je verjetno, da tudi specifično heglovsko vprašanje, s katerim so se dosti mnogi ukvarjali, da je pač neka, kaj bi rekel, kombinacija filozofije in neke politične analize se mi zdi ful zanimiva stvar. Seveda je tukaj zdaj ful vprašanje, kako neko teorijo, neko filozofijo aplicirati na neko konkretno dogajanje. Mislim, da nam tukaj dostikrat manjka nekih pravil, ne, kdaj lahko neka teorija intervenira in tako naprej. V splošnem se mi pa zdi, da tudi neki, ne vem, najbolj globlji ontološki spori med enim in mnoštvom in tako naprej so zanimivi, ukolikor se za njimi skriva tudi neka politična dilema ali pa neka dilema glede prakse, ne, kaj zdaj pomeni, recimo, če si za eno ali če si za mnoštvo in tako naprej. In kakor je že Mirt omenil, ne, je bil Hegel, tudi če se mogoče zdaj za nazaj tako ne zdi, zelo umeščen v neka to dogajanje v svojem času in pač ja, tudi jaz sem probal v tem svojem tekstu v bistvu aplicirati njegovo filozofijo na aktualno politično, družbeno situacijo. Ok, Jan, ti se mogoče lotevaš najbolj teh nedostopnih delov Heglove misli, tako da kako se ti tega lotiš? Ja, jaz pa prvi odgovor na to je na vprašanje, če ga je težko razlagati, bi rekel tako, da je kaj enkrat kjerokoli zdaj stvar, ali se tiče tehnike ali ne vem, prirodoznanstva, česarkoli že, kaj enkrat razumeš, ni težko razložiti, ne. Ampak zdaj vprašanje je tukaj bolj, kaj vprašanje, s katerim sem se jaz soočil, je v bistvu, kako predstaviti sploh Heglov problem, s čem se je on soočil konec koncev, ne, zaradi tega, ker osnovni nastavek, rečemo temu neiniciranega bralstva, je ponavadi ta, ne. Sicer zdaj govorim na splošno in to neinicirano bralstvo je vse sicer ful segmentirano, ampak osnovni nastavek ne filozofov je to, ne, da na nek način bi stvari mogle biti jasne in filozofi jih po svoje dosti komplicirajo in najbolj razumljiv je ponavadi tisti, ki odgovarja najbolj v skladu s tem, kar si bralec ali pa poslušalec nekako itak že na privat misel, kako da stvari je, ne, kako da stvari stojijo, ne. Zdaj, moj cilj je bil pa tukaj konec koncev pokazati ne toliko razložiti Hegla, ampak v bistvu sploh odstreti problem, na katerega on z logiko odgovarja. Zaradi tega, ker pač ta sama znanost logike od Hegla je na nek način eno delo, ki ne samo splošnemu, laičnemu bralstvu dela težave, ampak dela težave tudi v akademski sferi, ne. Če gledamo, na primer, je znotraj akademske sfere ni nič čudenega, da še na primer nek profesor, ki se ukvarja s Heglom, reče, da je pač njegova logika brez vrednosti, zaradi tega, ker jo pač primerja z logiko, ki je zdaj operativna, na primer s Fregejevo logiko. No, in jaz sem se pač probal v svojem tekstu soočiti pač s tem, na kakšen način je Heglovo logiko možno umestiti, se pravi, in v filozofijo in v dialog s splošno logiko. Zaradi tega, ker logika vedno govori konec koncev o temu, kjer trditve je možno na podlagi enih trditev, ki jih že imamo, afirmirati. Kaj sledi? Se pravi, če je z neko stvarjo X tako, kaj iz tega sledi? Kaj lahko rečemo še, da iz tega sledi? In zaradi tega sem hotel pač Heglovo logiko sploh umestiti v nek širši filozofski kontekst, ki je konec koncev v zadnji instanci vprašanje tega, kaj je, ne? In pokazati, na kakšen način je Heglova logika konec koncev odgovarja na to vprašanje, ki je temeljno filozofsko vprašanje. Čemu lahko rečemo, da je, za razliko od tega, kar se zdi, da je, pa ni, ne? In zaradi tega je filozofija, tudi to je za filozofijo vedno bil problem, ne? Se pravi, kako na nek način razločiti to resnico od neresnice, ali to, kar je, od tega, kar ni, in pokazati, na kakšen način je Heglova logika na to odgovarja. In zaradi tega sem se pač osredotočil na to in se mi zdi ne toliko poskus razlage same logike znotraj nje, ampak se mi zdi glavna teža tega, kar sem hotel povedati, je sploh na kakšen način Heglova logika sploh razpre področje tega, kaj je za razumevanje. Ok. No, zdaj si že malo načel naslednjo zadevo, ko sem jo hotel tebe vprašal. Skratka, zdaj bomo šli že kar malo se ukvarjati z posameznimi članki. Torej, hotel sem načeti temo vprašanja,
kako razumeti logiko, mislim, specifičnega mesta logike v Heglovem sistemu, oziroma ravno to, ne, morda se Hegel odlikuje med filozofi potem, da no, recimo, relativno raznolike elemente ima njegov sistem in celo to, da pač da je bilo možno, oziroma zgodovinska recepcija je bila taka, da so bili vzeti ali pa obravnavani, pobrani neodvisno en od drugega. Ne. In recimo pač, verjetno je imel največji vpliv imel z filozofijo pravice, s politično filozofijo in skoraj bi lahko rekli, da se je dal precej povedati o Heglu ali pa precej učinka je imel Hegel tudi za ljudi, ki pač niso nikoli odprli logike ali pa tudi ne da bi sploh upoštevali, da logika obstaja. Mislim, zdaj, a je po tvoje treba približno štekati logiko, preden karkoli poveš o preostanku Heglove misli ali ne, ali se da to nekako relativno razločiti. Ja, jaz mislim, da definitivno. Tudi, naprimer, sam Hegel vedno znova v vseh delih v zadnji instanci referira na logiko kot tisto delo, znotraj katerega so stvari v zadnji instanci utemeljene. Ne? Zdaj, če pogledamo, kaj je Hegel z logiko sploh mislil, gre za konec koncev Hegel je dedič tukaj Kantovega transcendentalnega obrata in nasploh kantovske revolucije v filozofiji, ampak na nek način Hegel proba nastavke te revolucije itak detektirati že v samo izhodišče filozofije, konec koncev pri Platonu, ampak to je druga zdaj zgodba. Stvar je v tem, da je osnovni namen logike ali pa osnovna pozicija logike je točno to. Če se mi z mišljenjem kakorkoli lotevamo stvarnosti, potem mora biti ta stvarnost nekako ustrojena v skladu z mislijo. Ne? Se pravi, čim karkoli že hočemo razumeti, probamo pokazati neko miselno, logično strukturo stvarnosti. In pri Hegelu je konec koncev logika sama tista, ki pokaže v osnovi tisto najbolj elementarno, formalno strukturo same stvarnosti, ki jo mi z mislijo sploh lahko dosežemo. In zdaj, naprimer Hegel svoji logiki reče, ali pa nasplošno celotno metafiziko, ki jo hoče z logiko tudi zajeti, na nekih mestih govori naprimer neka osnovna forma ali pa diamantna struktura stvarnosti. Ne? In zdaj, če pogledamo vsa dela, v kateri se Hegel loteva najrazličnejših tem, vedno znova najdemo reference na logiko, kjer so stvari v zadnji instanci razložene in utemeljene. In zdaj, po eni strani je res, da mi lahko brez logike, pa brez neke striktne utemeljitve marsikaj razlagamo. Ne? Pač manj kaj utemeljitve, konec koncev, na zdravje, manj kaj utemeljitve, več se da razlagati, ne? Pa več je enih tem, marsikaj se da povedati, se pravi, tukaj je neka linearna povezava, ne? Manj kaj je stvar utemeljena, več se da povedati konec koncev. Ne? In zdaj, jaz bi pa rekel, da lik znotraj filozofije, ki je tudi ogromen enega filozofiranja, tudi znotraj filozofije in ogromen enega, pač, če naj tako rečem, ogromen enega prostega teka, se mi zdi, da v filozofiji bi se mogli stvari čim bolj jasno in elementarno povedati. In na nek način tudi Heglovo filozofijo, če jo hočemo razložiti, pa če jo hočemo razumeti, pa če naj bo znotraj svoje striktnosti in znotraj tega, za kar si filozofija prizadeva, vedno za neko pretenzijo po resnici, ne samo za neko mnenje, pa za to, gremo stvari probati osvetliti iz najrazličnejših kotov in tako naprej, gremo pogledati, mogoče še drugače. Filozofija ni vedno nastopala s tovrstno pretenzijo, ampak je vedno nastopila s pretenzijo potem, pač imamo različne zgodbice, ampak mi pa probamo raziskati osnovno strukturo resnice. Ne? In v tem smislu se mi zdi, da če naj se postavimo po robu, kakorkoli neki te množici možnih narativ v zvezi s stvarnostjo, kar na nek način postaja problem, tudi če gledamo naprimer zdaj kakršnokoli situacijo, naprimer ta COVID, imamo strokovnjake, ampak imamo pač tudi internetne strokovnjake. Ne? In zdaj tukaj so mnenja deljena, eni mislijo tako, eni mislijo drugače, kje je zdaj tukaj ta avtoriteta, ki bo sploh določila karkoli v zvezi s tem, kaj je, pa kaj nas določa. Ne? In ravno v zvezi s tem se mi zdi začeti s Heglovo logiko, kjer je konec koncev sama filozofija in celotna misel, iz katere se da marsikaj izpeljati, pripeljana na eno osnovno, fundamentalno raven, kjer je formalno, jasno
in enostavno vse razložen, se mi zdi, da je osnovna potreba kakršnega koli resnega razmisleka, ki ni neko mnenje, pač, ki se ga takoj da, od katerega se da takoj odstopati in ki takoj vedno dopušča prostor za druga mnenja, pač to, kako stvari mi zares je, pa itak bržčas ne vemo. Ne. Filozofija je vedno nastopala proti temu in se mi zdi, da če se hočemo resno lotevati filozofije, in tudi to predpostavljam, da je Hegelova stava, je treba v zadnji instanci stvari jasno razložiti, čim bolj formalno, čim bolj enostavno, s čim manj možnosti nekih sumljivih podinterpretacij, pa zden, pa mnen, in to je Hegelova logika. In zaradi tega se mi zdi, da je pač v tem smislu ključna. Ne. Za kakršnokoli razumevanje kjerkoli projekta, ne samo Hegelovskega. Okay, še eno hitro vprašanje. V članku ne govoriš samo o logiki, ampak na hitro predstavljaš tudi projekt fenomenologije duha. Zdaj, v bistvu se mi je bolj zazdelo zanimivo, da, mislim, to sta veliki deli Hegelove filozofije, oziroma v bistvu edini zares knjigi napisani kot filozofske knjigi, ampak kako je, mislim, obe dve sta fundamentalni, ne, začneta od začetka, hkrati sta precej različni, eno čist abstraktni razmislek, druga od nek zapleten tek čez zgodovino. Kako je treba misliti po tvoje to razmerje? Mislim, kako lahko obe obstajata v Hegelovem opusu? Ja, zdaj, če spet začnem, pač mogoče najboljši začetek to, kar je Hegel s Hegelovo sodbo o fenomenologiji, o razmerju fenomenologije pa logike. Na nek način je Hegel napisal svojo fenomenologijo duha z namenom, da bi teren enega splošnega razumevanja ali pa rečemo temu zdravorazumskega razumevanja sveta in stvarnosti, pač katerega Hegel postavlja v naravno zavest. Mogoče bi rekel, dosti dobro ustreznik temu bi bila, naprimer, rečemo temu zdrava pamet zdaj. On hoče pokazati, na kakšen način je s filozofijo možno začeti šele, ko se znebimo nekih osnovnih mnenj o tem, kaj da resnica je, in glavno mnenje v zvezi s tem, kako da resnica obstaja, kako da resničnost obstaja v razmerju do nas, je, da pač resničnost nekaj sama na sebi že je, in zdaj mi smo tukaj sam z namenom, da jo pač čim boljše razumemo. Mogoče skozi neko približevanje, mogoče skozi vero, mogoče skozi osebno zaznavanje, kakorkoli že. No. In glavna Hegelova pretenzija je točno to, da je hotel pokazati, da filozofija sama in mišljenje je potrebno ravno zaradi tega, ker stvari niso jasne. Ne. Pač tukaj je že splošen nek nastavek, tam, kjer so stvari jasne, ni nobene potrebe po filozofiranju in pač delamo točno tako, kot se ve, da je. Ne. In zdaj osnovna Hegelova stava je pa točno to, da stvari na splošno v svetu ravno niso jasne. Se pravi, če se jih na miselni način lotevamo, potem vidimo, da v zadnji instanci niso jasne. Se pravi, ne to, da mi ne vemo, kakšna resnica je. Ne. Mi imamo različne dostope do tega, kaj si predstavljamo, da stvarnost je. Naprimer, eno je religiozni pristop. Naprimer, tukaj samo verjamemo, kar nam govorijo svete knjige, ali pa verjamemo, kar nam govorijo avtoritete. Če se pa hočemo sami do tega dokopati, je pa pot drugačna. In Hegelova stava je točno to, da se filozofija začne takrat, ko sprejmemo, da resnica v objektivnem smislu, se pravi kot nekaj izgotovljenega, kar bi mi vzeli samo še na znanje, ne obstaja. Ne? In osnovna naloga fenomenologije je pokazati, da se filozofija začne točno s tem, kjer ta predpostavljen objektivni svet, ki je čist neodvisen od nas in ki mi lahko samo še beremo, kot že napisano knjigo, ne obstaja, in tukaj je sama misel soočena dejansko s stvarnostjo, tukaj misel dejansko pade v stvarnost. In zdaj logika je pa prvi nasledek tega, na kakšen način je misel, se pravi, v odsotnosti stvarnosti misel sama nadomesti stvarnost. Ne? In kako sama misel v svoji, lahko rečemo, brezstalnosti vzpostavlja osnovno strukturo tega, kaj stvarnost sploh določa. Ne? In to je razmerje fenomenologije do logike, ki ga je Hegel tudi pač postavil v tem smislu, da je fenomenologija neko zgodnje delo, ki ima svoje probleme, logiko je možno začeti tudi brez fenomenologije, s tem, da čisto preprosto, brez vseh predpostavk mislimo. In na nek način je tudi fenomenologija
znotraj Heglovskega raziskovanja dolg časa nudila neko osnovno izhodišče in je veljala kot njegovo največje delo, ravno zaradi tega, ker se je znotraj fenomenologije najdel toliko enih različnih tematik, ki si se jih lahko loteval. Zdaj pa rekel, da zadnje čase je pa ravno skozi večja teža dana logiki, ravno v smislu tega, da je pa ob množici vseh zanimivih tem, ki se jih je možno lotevati, logika podaja spet to osnovno strukturo, o kateri sem pa že na začetku govoril. Ok, hvala. V redu, dobro, zdaj se časa se premaknemo. Mir, ti si naslednji za izpraševanje. Skratka, ti si pisal o Heglu in Grčiji. Zdaj, kot filozofi, nas v bistvu ne preseneča, da se avtomatično potujemo v Grčijo, ampak vseeno je Heglova filozofija preteče celotno zgodovino. Tako da, zakaj izbrati ravno Grčijo, oziroma ali lahko pač v tej izbiri lahko zaostrimo v neko močnejšo tezo, da je pač Grčija pa tisto res najbolj pomembno moment zgodovine za Hegla, pa najbolj odločilen, pa da se tam nekaj zgodi, nekaj bolj, mislim, da nekaj najbolj odločilnega se pa tam zgodi. Ja, da je to mogoče, da je to res vstopna točka, ko je treba, ker v bistvu niti ni prva, pa seveda ni zadnja, točka za razvoj duha. Mogoče je najbolj pošteno, če začnem tako, da povem, da s to temo sem se lotil ne zato, ker bi mislil, da je ne vem kako zelo pomembna znotraj Heglove misli ali filozofije nasploh, ampak zaradi svoje nepoboljšljive helenofilskosti, ki je šla do te mere, da danes, tako kot že prejšnji teden smo se ukvarjali s tem nesrečnim covidom, jaz mislim, da vsi imamo možgane, vsaj delno okupirane sem s tem, ampak zadnji 2 tedna se res belim glavo s tem, no in recimo bavimo se na faksu, tako na celi univerzi, se pravi, kako zaštartati novo študijsko sezono v teh pogojih, in padajo različne ideje. In tisto, kar mi hodi meni že oba tedna po glavi, po zdaj enomesečni izkušnji Grčije, je to, kako pred faksom zgraditi en velik grški amfiteater z delovnim ogrodjem, da se ful poceni orodje. Ampak, ko bi rekel, razmišljati grško tudi danes kot realne možnosti in rešitve za situacijo in zagato, v kateri smo se znajdli. Ampak to mogoče so res presubjektivni razlogi, zakaj se lotiti take teme. Mogoče, da se pomaknem k bolj pertinentnim. Drugi je bila spodbuda tega, da sem se nekje v obdobju, ko sem zaključil s mojo knjigo, ki si jo omenil na začetku, in sem se lotil preko drugega konteksta Heglove estetike, da sem imel priložnost, mislim, da je bilo natanko leto nazaj v tem istem mesecu, če se ne motim, znotraj projekta, ki ga fura sicer Grega Moder, Teater in oblast, organizirana predstavitev oziroma simpozij ob izidu knjig Mladena Dolarja in Fredija Rokema o filozofih in tespicih, in za priložnost, s katero sem sestavil tekst, ki se je ukvarjal z temo nemirne substance v Heglovi estetiki, kjer se mi je zastavilo pač to vprašanje, da se estetiko ponavadi bere kot neko zaporedno, sosledno napredovanje umetniških form od arhitekture in kiparstva preko glasbe, slikarstva vse do poezije, kjer pa umanjka tisto, kar Hegel omeni na začetku in k čemur se vrne na koncu, in to je zelo bizaren in tako rekoč z estetiko nezdružljiv moment skupnosti. Moment skupnosti, ki najde svoje seveda idealno utelešanje v grški skupnosti. Grški skupnosti, ki porodi konec koncev vse estetske ideale, kakor se zarišejo v sami estetiki, in ne nazadnje grštvo kot idealu, ki dobesedno uteleša tisto, kar je estetski ideal kot tak. V Heglovi estetiki pač stvar postopa po 2 tirih, po eni strani napredujejo umetniške forme, ampak predtem napredujejo v bistvu 3 umetniški ideali, estetski ideali, ki jih Hegel tam razvija. Prvi simbolne umetnosti, drugi klasične in tretji romantične, kjer je logika pojma, da tako rečem, zelo enostavna, kolikor je pač, še enkrat bom rekel to, pač Hegel je zelo jasen avtor in da karte na začetku knjige na mizo, kaj je predmet estetike, to je polje lepega, ki se odvija kot ideja lepega, ki ima 2 plati, eno je pojmovna plat, drugo pa udejanjajoča se. In ideal, estetski ideal je bolj ali manj večji razkorak med tem dvojem, med pojmom in njegovim udejanjanjem. In simbolna forma umetnosti, ki pripada temu zelo antropološko naivno zastavljenemu vzhodu, orientu,
ne, kjer domuje predvsem arhitektura, naj bi obstajala še vedno diskrepanca med absolutom in njegovim udejanjenjem oziroma med pojmom in njegovim udejanjenjem in na drugi strani romantika, ki ponovno razdruži to, ampak nam bliže, nam Evropejcem, če mi dovoliš ta izraz, bližnji način. Grški estetski ideal, utelešen v kiparstvu, pa se nahaja natanko na pol poti in v tem smislu je grštvo kot forma kiparstva na eni strani in nasploh kot estetski ideal je tudi samo to idealno sovpadanje pojma in njegovega udejanjenja. In ta privilegij, ki ga ima grštvo, še zlasti v Heglovi estetiki, no, mogoče zaradi tega, da se zdaj vrnem na tvoje izhodiščno vprašanje, zaradi tega se mi zdi pomembno ne samo iz svojih, kako bi rekel, subjektivnih razlogov, ampak tudi objektivnih, zakaj je temu tako, v navezavi na seveda vprašanje tega, kakšno mesto dodeliti skupnosti v Heglovi estetiki in zakaj se vprašanje skupnosti pojavi znotraj Heglove estetike kot eden izmed sestavnih momentov umetniškega napredovanja umetniških form od arhitekture do poezije, ne? To je v bistvu bolj kot ne delovno vprašanje, ampak zato se mi je zdelo tudi zanimivo iz tega, kar je Jernej omenil, ta politično-filozofski moment Hegla znotraj tudi tako, kaj da rečem, pogrošne ali pa idealistične topike, kot je estetika. Okay, druga zadeva, ki bi te vprašal, se bom vrnil se bom k enemu pomisleku, ki sem ga izražal že med urejanjem članka. Ne, da bi šel zdaj v detajle, ampak nekako, če se prav spomnim, zmotilo me je nekaj, oziroma, ja, precizen status nostalgije, recimo, kako, skratka, Grčija, mislim, na nek, kako združiti to, da, okej, za Hegla Grčija nedvomno je nek ideal, skratka, nek predmet nostalgije, ampak obenem bi sam rekel, da je pa tudi njegova filozofija bistveno prebolevanje te nostalgije, oziroma opuščanje tega ideala, konec koncev. Ne zadosti, mislim, pravzaprav ravno tisto, kar je super na Grčiji in tudi bolj v tem politično-estetskem smislu, skratka, neposrednost, Sittlichkeit, sklenjenost, posamezniki vejo, kaj morajo početi. Ravno to je razlog razpada oziroma, ja, razlog razpada. Skratka, je na način, je nostalgija v tem smislu, mislim, sam bi rekel, da ima Hegel odnos do Grčije, ki sicer lahko je nostalgičen, ampak v smislu nostalgije, ki jo je treba preboleti. Tako da, koliko se tebi zdi, da lahko Grčijo še vedno imamo za neko sorto inspiracije ali pa nekaj, kar se afirmira, mislim, nekaj, kar je smiselno afirmirati skozi Heglovo filozofijo. Ampak kako bi precizno opredelil to nostalgijo, ali pa odnos, nostalgiji podoben odnos, ki ga Hegel predlaga. Ja, za oporo odgovoru na tvoje vprašanje, mogoče, da navedem sam citat iz Hegla, ki sem ga uporabil v tem članku in se mi je zdel veliko boljši, kot da bi vzel klasičnega o Minervini sovi, ki je mogoče najbolj razširjen Heglov citat, kar se tiče pobrani z grštva in tudi opisujoč samo grško izkušnjo ali pa filozofsko izkušnjo grškega ideala. In to je ta, če bi bilo dovoljeno hrepenenje, potem po taki deželi in takem stanju duha. Če bi bilo dovoljeno hrepenenje, mislim, da je ne samo, mislim, da je in hkrati nek nostalgičen moment prisoten v smislu, če bi bilo dovoljeno hrepenenje, potem bi hrepeneli po taki deželi, ki je pa žal ni več, ne? In v tem smislu je to nostalgija po neki izgubljeni deželi in izgubljenem stanju duha, kakor so ga živeli Grki, ne samo v filozofiji, ampak tudi v politiki, v umetnosti, v gledališču, konec koncev in tako naprej. Po drugi strani pa Hegel seveda ni naiven in ne gre na to, na kar so tripali ne samo, mislim, da vsi razsvetljenci, ampak še zlasti romantiki njegove dobe, da bi zdaj oblikovali nek Grčijo kot izgubljeni ideal. Jaz mislim, da gre pri njegovem
izraz, ki si ga uporabil, mislim, da je analogen temu, kaj počne Rebecca Comey v svoji knjigi Morning Sickness z drugo temo Hegel in francoska revolucija, ampak mislim, da diagnoza je ista. Ne? Filozofija kot način prebolevanja nekega dogodka v zgodovini. No, vsaj kar se Grčije tiče, mislim, da je ta Hegelova poanta, da je ta, da samega grškega ideala in v filozofiji, in v politiki, in v estetiki ne bi moglo biti, če ne bi Grčija poprej propadla. Ne? In v tem smislu izguba sopade z vznikom objekta, nasledi katerega smo in ki ga tudi kako bi rekel, lahko nostalgično oblikujemo, ampak jaz mislim, da je moč tega objekta, če potem sprašuješ, jaz absolutno afirmiram grštvo vis-a-vis katerikoli drugi religiji, estetiki ali politiki ali kakorkoli. Jaz mislim, da je moč tega objekta, ideala grštva, ne Grčije in ne Grkov kot nekih izgubljenega naroda in izgubljenega dežele, ampak grštva kot ideala, da je še vedno živa natanko za ceno tega, da smo izgubili tisto zgodovinsko Grčijo, ne, z vsemi umetniškimi in političnimi manifestacijami. To je ena plat. Druga, mogoče kaj zvem, za kasneje ali pa samo kot pendant, pa je mislim, da bistveno bolj vezana na samo Hegelovo filozofijo in zadeva to, kar je pravzaprav pravil že Le Brun v svoji knjigi, ki je tudi citiran tukaj noter, Potrpežljivost pojma, esej o Hegelovem diskurzu, kjer se ukvarja, oziroma začetni zastavek je ta, da poskuša razbiti neko predstavo o Hegelu dogmatiku, ki je bojda zavezan krščanski ideologiji nasploh in protestantizmu seveda še posebej, tako da izkoplje iz obdobja izpred fenomenologije duha Hegelove spise, v katerih odločno se postavi na stran grštva proti krščanstvu. Ne? In od tam začne analizo, zato da pripelje potem, da razumemo vse Hegelove apologije krščanstvu, ki pridejo kasneje. Ne? Ampak kaj je izhodišče? Izhodišče je grštvo proti krščanstvu. Ne? Zelo, če hočeš, ničejansko izhodišče. Mogoče to je za čez teden dni debato, bolj primerno okolje. Okay. Jernej, ti si pa bil v pisanju povabljen v nekoliko drugačni vlogi, skratka ne kot nekdo, ki bi bil strokovnjak za Hegla, ampak nekdo, ki Hegla spremlja nekoliko od odzune, ali pa bil si povabljen v bistvu k pisanju o učinkih ali pa o videzu Hegla. Konkretno je ocenjeval si učinek Hegla na aktualno politično polje, politično misel preko ljubljanske šole branja in vpliva, ki ga ima. Pa bi te mogoče kar prosil, da sam povzameš tezo. Ja, kakor si dobro povedal, pač moj članek nekako izhaja iz te izhodične ugotovitve, da recimo ta vprašanja, tudi ki si jih ta simpozij oziroma dogajanje v teh dneh postavlja, se pravi Hegel 250 let potem, a je še aktualen, koliko je aktualen in tako naprej, da je treba nek poseben geografski aspekt tukaj vzeti, ne, in da tu vprašanje, ne vem, drugače zveni v Ljubljani kot nekje druge, skratka, da je Hegel tukaj dosti bolj prisoten in dosti bolj neizogiben, ne samo zaradi neke, kaj bi rekel, abstraktne samouresničitve njegove misli, ampak gre tukaj za neke konkretne procese, se pravi vpliv Heglo-lakanovstva in nek razvoj filozofski, ki se je v Ljubljani dogajal, ne vem, od 70-ih, 80-ih let naprej in da ima tu pač neko ključen vpliv, kako mi vprašanje po aktualnosti Hegla danes še postavljamo. In v drugem instanci sem se pa hotel vprašati, ker recimo za neke druge mislece je neka politična orientiranost, ne vem, marksistov, bralcev Hannah Arendt in tako naprej, se mi zdi tudi Heideggerijancev nekako lažja za predvideti, kakor pa recimo za Hegelijance je težje tako reči, kako politično prepričanje bodo imeli, se mi zdi. In to je bilo nek izhodišče tega spisa. So tudi drugi recimo šli podobne pristope, recimo Mendiževc, Simoniti so že imeli spise, ki so šli v podobno
podobno smer. Kar sem opazil kot neko izhodiščno diskrepanco med pozicijo današnjega kritičnega javnega intelektualca, kamor pač recimo spadajo te najbolj glavne figure ljubljanske Heglovske šole, je ta, da za razliko od Hegla, Hegel je v bistvu imel afirmativen odnos do svoje sedanjosti. Ok, jasno je, da tudi do francoske revolucije je pač tukaj neka ambivalenca v igri, tudi glede tega pač do pruskih oblasti in tako naprej, ampak za razliko od današnjih kritičnih intelektualcev je bil on afirmativen do svoje sedanjosti, medtem ko se zdi, da danes je pozicija kritičnega misleca lih nasprotna, da namesto, da bi opazoval udejanjanje uma v aktualnosti, opazuje udejanjanje neuma in da gre neko čist obratno pozicijo, skratka izredno kritičnost do sprotnega aktualnega dogajanja, kar ima pol neke ključne posledice za to analizo, ki sem jo ubral v nadaljevanju. Kar sem hotel pol razložiti, kako je v bistvu ta ljubljansko heglovstvo postalo, tu po mojem je dejstvo, da ima nek zelo velik vpliv na neko kritično misel, posebej levo kritično misel v globalnem pomenu. In argumentiral sem, da je pač, kar je zanimivo, da je heglovstvo se na prvi način, ta Heglov odnos do njegove aktualnosti, se zdi čist nasprotje neke te uporniške drže, subkulturne iz recimo druge polovice 20. stoletja, če pomislimo na hipije, punk in tako naprej. To je bila neka izrazito antidržavna drža, proti državi, afirmacija posameznika, njegove ustvarjalnosti, iniciativnosti, subjektivnosti in tako naprej. In kar sem pa jaz hotel povedati je to, da kar je specifično za to ljubljansko branje Hegla, posebej v navezavi na neke politične implikacije, ki jih ima, da vsi ti pojmi, ki jih izpostavljajo, recimo Žižek, pa Dolar, pa tudi drugi, skratka recimo pojmi negativnosti, manjka, vrzeli, razrednega boja in tako naprej, vsebujejo tudi nek tak izredno tak uporniški potencial, neko to skreganost, neko idejo o revoluciji in tako naprej, skratka neko, da ne gre za neko to spravljivo držo. In tako, kar sem označil kot nek paradoks je, da uspe to ljubljansko heglovstvo ohraniti to heglovsko nadidentifikacijo z državo na eni strani in neko bolj tak uporniški antisistemski karakter. In tukaj se mi zdi, da pač neko ključno vlogo odigra finančna kriza leta 2008, se pravi, takrat se tudi kritika neoliberalizma uveljavi, kritika prostega trga in tako naprej. In takrat se mi zdi, da znotraj globalne levice pride do tega zavedanja, da v bistvu uporništva se ne sme jemati kot neko, bi rekel temu, to antidržavno pozicijo, kar je bilo značilno recimo za antiglobalistično gibanje ali pa za uporniška gibanja 90-ih let, ampak je v bistvu ta kritika neoliberalizma nastopa z druge pozicije, z pozicije ne da imamo preveč države, nasprotno premalo jo imamo in tako naprej. Skratka, da to neko antidržavno, celo anarhistično revolucionarnost, ki je bila prej neka prevladojoča oblika upora, zamenja neka bolj hierarhično organizirana, prodržavna, proparlamentarna koncepcija upora sistemu. In tukaj se mi zdi, da to heglovsko razumevanje države odigra ključno vlogo, kako se pač v celo to strukturo umesti in da si pač tudi recimo udejanjenje nekega božjega sistema, ki ne bi bil tak, kot je pač neoliberalizem in tako naprej, si predstavljamo kot neko reanimacijo idealne, razsvetljenske, racionalne države, prilagojene 21. stoletju. No in potem čist v zaključku svojega eseja nakažem, kje se mi zdi glavni problem tovrstne zastavitve. In sicer je ta, kakor sem že na začetku omenil, je glavna razlika med kritičnim intelektualcem danes in Heglom ta, da je prvi ne vidi vse povsod sebe udejanjanja uma
in dovršitve zgodovine, ampak pač nekaj nasprotnega. In zato se mi zdi danes ključno vprašanje nekega praktičnega udejanjanja, materializiranja misli, ker Heglu mi tega vprašanja ne moremo postaviti. On reče, se itak udejanja, francoska revolucija, super in tako naprej. Ne? Medtem, ko je tu vprašanje zelo aktualno za nekoga, ki razmišlja z kritične pozicije danes. Skratka, kako bo ta kritična misel materializirana, kako bo udejanjena. Ker, in tukaj je bila neka moja kritika, ne, se pogosto ta kritična misel ujame v nek sistem samoreproduciranja, da v bistvu ugotavlja, da je svet neumen in tako naprej in da ne ceni kritične misli, zaradi česar je treba še več kritične misli, ki pove spet, da je skregana s svetom in tako naprej. Ne zgodi se pa ta nek heglovski, bi rekel, preplet. Okay. No, ampak zdaj, ti članek napišeš je napisan kot v bistvu kot analiza nekega vpliva. Mislim, neka analiza, kako je potekal nek intelektualni vpliv in kakšne politične posledice ima. Zdaj, ampak hkrati imaš pa vseeno v ozadju vsaj nek kritičen podton do tega, da ta vpliv, mislim, da neko izražanje pomislekov ali nestrinjanja do načina, kako Hegel vpliva oziroma načina, kaj politično poberejo to ljubljansko branje Hegla, recimo, skratka neka vrnitev k centralizaciji ali pa vrnitev k hierarhiji onkraj najbolj egalitarnih pa neposredno demokratičnih vzgibov, ki so bili značilni za morda fazo levice pred tem. Skratka, do tega, da sem imel občutek si nekoliko kritičen, ampak zdaj me pa zanima, a imaš tukaj polemiko tudi s Heglom, mislim, a si tukaj kritičen tudi do Hegla direktno, ker pač imaš, mislim, a imaš nek odgovor ali pa komentar Hegla samega, ali so te njegove pozicije, ker definitivno Hegel zagovarja nekaj bolj, mislim, tudi v njegovem lastnem času je bil kritik nekih pozicij, ki so približno podobne današnjim, mislim, analogne recimo levičarstvu danes, no, ampak karkoli je pač lahko obstajalo v tej smeri v začetku 19. stoletja, skratka, njegova polemika s Frisom, skratka, je proti nekemu subjektivnemu uporništvu ali pa romantičnemu uporništvu, potem je skeptičen do francoske revolucije. A imaš mnenje o teh njegovih argumentih, zakaj se revolucija ne zares izjalovi, ampak izteče v nekaj drugega in pa zakaj rabimo recimo, a pa v nekom argumentu, zakaj mora državi vladati monarh. Mislim, kar sem jaz recimo opažal, ne, da se podobni premisleki, podobni argumenti, kot jih podaja Hegel, tako spontano pride do njih mislim, tudi dejansko s tem sledi. Recimo imaš neke organizacijske poskuse, pač egalitarne organizacijske poskuse in potem slej, ko prej ugotoviš, da rabiš neke pozicije institucije ali pa pozicije avtoritete ali pa vsaj nekoga, ki zaseda odlogo odločevalca, kar so v bistvu nekaj podobnega argumenta, ki jih da Hegel. A imaš tle drugo pozicijo ali si pač pripravljen sprejeti? Mislim, da sem v grobem, če te prav razumem, pripravljen sprejeti. Skratka, tu, kar sem jaz govoril, je kritika današnjega heglovstva. S tem, da niti ne bi rekel, da je kritika. Jaz mislim, da je tekst zanimivo, da si rekel, mislim, meni se ne zdi kritičen. Je tako malo proti, malo tudi za, ne vem, ta neka... mislim, da je zelo... Se mi zdi, da je mogoče tega premalo, da pol tu izpade kritično, ne? Ker je taka, bi rekel, semi naklonjen, no? Se mi zdi zmeraj ta nek, vsaj jaz imam ta nek kritičen pristop, no? Skratka, ne, gre bolj za kritiko današnjega, skratka, zdi se mi problem, zdi se mi, da je tu bilo v redu, ampak da je bila tu kar neka perioda od 2008 do recimo 2020, skratka neka
ta paradigma uporništva se mi zdi, da se je v tem trenutku v procesu, da se bo izpela in da je kle problem tudi mogoče malo preveč na 19. stoletje stil razumevanja politike, vloge države in tega, kar si omenil, ta neka monarh, recimo, da bo, tu je prav recimo za Žižkove tekste neznačilno, da Golobič, Cipras, Sanders, Corbyn, skratka, zmer se išče nekega tega osebo odrešitelja levice in vsa ta gibanja, ki so iskala ta neka rešitve striktno skozi parlamentarizem, skozi aparat države, se mi zdi, da tu zdaj prihaja do nekega menjave paradigem. No, iz tega je moja kritika. Ne, da bi rekel, da je tu zdaj samo po sebi kajkoli narobe s tem, ampak da je bila tu neka era, kakor je bila una prejšnja, ki se je upor drugače razumelo. Ne. In v tem smislu sem pol špekuliral, ne, da neke bolj oblike nizke teorije, skratka, ki so bolj nekako zvezane s prakso, bi tukaj lahko prišle bolj do izraza v prihodnje. Okay, hvala. Dobro, tako zdaj do te točke je ta okrogla miza morda izgledala malo razšlenjeno, ker pač treba je bilo predstaviti vse članke oziroma in treba je bilo slediti ideji razpote, ki je bila pač predstaviti nek cel posnetek Hegla, tako da in tega se ne da drugače kot z malo delitvijo dela. No, ampak probujemo pa zdaj vseeno, ker nismo bili predolgi do te točke, vseeno malo združiti teren ali pa združiti teren debate in tako da bi mogoče za to izkoristili kar temo, ki nam jo ponuja naslov konference, skratka prepoznost oziroma natančneje. Jaz sem se ob tem naslovu sem se v bistvu najprej začel razmišljati o tem, da zakaj pa se pravzaprav sprašujemo ob Heglu, zakaj nas muči, ali prepozno ali ne. In nekako je res, da je na Heglovi misli nekaj, kar napotuje na neko dinamičnost ali pa neko temporalne tematike, skratka, da je na te misli nekaj, da kar skratka nam vzbuja skrb, ali smo na pravem mestu v zgodovini ali ne. V smislu, da Hegel je, vsekakor je njegova filozofija bolj kot kakšna druga, ima nek smoter, da bralca pripelje na njegovo pravo mesto v zgodovini, da tako update recimo za stanje zgodovine, skratka pripelje na pravo pozicijo. Skratka, in zato se mi zdi, ne, se je pa tokrat pojavlja vprašanje o mislim, zato Heglova misel vzbuja neko dilemo med progresivnostjo pa konzervativnostjo, ker skozi misel, ki se mora nekam premakniti in zato se nam vzbuja dvom, ali smo že tam, ali smo morda že malo čez ali prepozni. Tako da torej, skratka, postavil bi vam čim bolj enostavno vprašanje, ali je Hegel konzervativen ali progresiven, oziroma če sem malo bolj natančen izražen, ali je zdaj Heglova filozofija, ali nam lahko še služi kot nek nadaljen poziv ali pa inspiracija za nek premik, ali bodi si v političnem ali pa lahko pa tudi v čist tem mentalnem, miselnem smislu, ali pa se moramo vseeno odločiti, da je Hegel pisal v začetku 19. stoletja in da je to ta poziv k gibanju misli že za nami ali pa že dosežen ali pa že presežen. Tako da, no, mogoče, da ne skašamo preveč med temami, Jernej, ti si bil že kar blizu naslovljanja tega vprašanja, torej ti bi vseeno rekel, da je tako, če se treba na koncu odločiti, da ali ne, bi rekel, da je Heglova misel, da je danes konzervativna.
Ne vem, jaz bi rekel, da če sem prav razumel to, kar je tudi Mirt imel, se pravi Heglov recimo odnos do grštva, pa tukaj sta imela vidva debato, skratka s to neko nostalgijo, da je nekaj podobnega verjetno, da je danes, kot to grštvo deluje bolj to neko zlato obdobje razsvetljenstva, do katerega je treba imeti nek konzervatorski odnos, ampak ga obenem reapropriirati v nekih, ne vem, 21. stoletju prilagojenih kontekstih. Skratka, Hegel se mi sigurno zdi aktualen in možno ga je tudi uporabljati v progresivne namene. Ampak po drugi strani se mi pa zdi tudi nek vidik konzervatorstva te misli zelo pomemben, kar sem hotel jaz tudi v tem svojem tekstu povedati, je ne samo Heglovska misel, ampak neka kritična teorija, kontinentalna filozofija nasploh, ima nek ful hud problem s svojo lastno reprodukcijo. Skratka, vprašanje je, zakaj bi take kadre sploh še rabili, financiranje se manjša in tako naprej in pač na tu mi ne moramo odgovoriti sam z neko abstraktno kritiko trga. Mislim, hočem reči, tle je nek zelo aktualen problem, da čeprav ne bi recimo heglovstvo bilo recimo v Ljubljani ful prisotno, je verjetno dosti ljudi, ki se super ukvarja s Heglom, pa nimajo služb in tako naprej. Tu se mi zdi, da je nekaj, s čemer bi se mogla pač z neko tako praktično reprodukcijo se mi zdi trenutno najbolj aktualno vprašanje, kako v bistvu ohraniti ta tip misli tudi v prihodnje. Ok, Mirt, ti glede tvoje delo v francoske revoluciji imaš, mislim, da bolj zagovor nek progresivnosti Hegla. Ja, definitivno, ampak sem razmišljal sproti, ko sem poslušal Jerneja glede percepcije Hegla danes nasploh, pa še zlasti, ko zadeva to ključno vprašanje, kakšen odnos, da tako rečem, razmerje do države zavzamemo. In mogoče bi sam ponovil to, kar sem poskušal izvajati v sami knjigi, tako da, ko bi rekel, nič svežega, ne bom zdaj rekel, ampak toliko pa bi rad rekel, da mislim, da pri Heglu, če je kaj zanimivega, je natanko ta njegov odnos ne samo do francoske revolucije, ampak preko francoske revolucije tudi do pravne države, ker se pri Heglu seveda izkaže, da je pravna država po eni strani zgodovinski rezultat francoske revolucije, ki udejani tisto, kar ne bi krščanstvo v razmerju do grštva, da držim še malo svoje teme, samo deklariralo, to, da smo, se veste, v času orientskega despotizma je bil svoboden eden sužnji, vsi ostali, v grštvu so bili svobodni nekateri, večina zasužnjena. Krščanstvo razglasi, da smo svobodni vsi, ampak francoska revolucija šele udejani krščanski ideal svobode z čim? S pravno državo. To je zelo abruptno in nakratko poanta Heglove politične filozofije, vse tako, kakor jo berem. In v tem smislu zgodovinsko gledano gre za sukcesijo, ne za opozicijo med revolucijo in državo. Tisto, zaradi česar se mi zdi ta misel še vedno aktualna, pa je to, kar se ves čas odvija v Heglovi misli, ta vprašanje naknadnosti in sočasnosti udejanjenja nekega pojma, to je, da pokaže, kako je pravzaprav ves čas blaže na delu država, tudi tekom še tako, da tako rečem, divjega, svobodnjaškega, množičnega delovanja, kakor je udejanjenje revolucije, kakor je revolucionarno delovanje. In ta moment države je to, kar si mogoče Martin zastavil kot vprašanje, se ne vedno znova izkaže tudi v še tako spontanem grassroot bottom-up gibanju, da vendarle so na delu, neke institucije, niti hierarhije, pa vendarle, da so na delu neki elementi, ki so, če tudi ne radikalno, če tudi so radikalno antiinstitucionalni, pa vendarle egalitarni do te mere, da terjajo neko udejanjenje v nečim, kar bi preseglo z vidika časa, z vidika trajanja samo dogajanje, samo revolucionarno dogajanje. Zdaj, da se to recimo, v slovenski politični izkušnji od vstajništvega gibanja do danes kaže kot ustanovitev raznih inštitutov, društev, nenazadnje tudi politične stranke, ki udejani potem recimo ideale nekega vstajniškega gibanja. Jaz v tem ne vidim nič konzervativnega, kvečjemu obratno naprednega, ampak
Hočem reči, da to dvoje se ne izključuje in da za voljo zagovora radikalne egalitarnosti, spontanosti, mnoštva atomiziranih svobodnih posameznikov ne bi zapravil tudi druge možnosti udejanjanja na ravni konec koncev tudi najbolj okostenelih in konzervativnih, če hočete, inštitucij, če drugega ne zaradi in za voljo tega, kar mislim, da se da z Heglovega stališča zagovarjati, z Marxovega pač ne, in to je, da država ni samo instrument, ki si ga prisvojijo vsaki dežurni mafijaši na vsakih dežurnih volitvah, ampak da je stvar vseh nas, vseh državljanov, ne, in da tudi s svojimi nedejanji prispevamo k delovanju ali nedelovanju države. In v tem smislu, mogoče, da meni še enega avtorja v tej zvezi, ne, mislim, Hannah Arendt kot ne najbolj očitna Heglovka ali pa tudi marksistka konec koncev, da govori nekaj takega, ko zagovarja, ko premišljuje vprašanje revolucije in ko poskuša zagovarjati državo kot stvar vseh, ne pa zgolj državo kot neko serijo institucij, v katerih se ljudje vladajoči tako rekoč menjavajo. Okay, Jan, imaš ti tle nek, kar se da jasen odgovor, ali je Heglova, mislim, ali bi se progresivna ali konzervativna? Ali pa, ne. Jaz mislim tako, da v bistvu osnovna Heglova postavka je to, on je v svoji konzervativnosti najverjetno revolucionarni. Jaz mislim, da je to ta osnovna Heglovska pozicija, za katero je vprašanje, če je končno nastopil že čas, tako bomo rekli. Sicer meni se zdi osnovni Heglovski uvid, kar se tiče tega vprašanja konzervativnosti ali pa progresivnosti, je točno to. Sprav, karkoli hočemo mi znotraj stvarnosti, znotraj kjerkoli situacije spremeniti, kakorkoli mi že stremimo k nekem drugačnem stanju, je edino sredstvo, ki ga mi imamo za to spremembo, je to, kar je že na voljo. Sprav, karkoli hočemo mi narediti, mi hočemo narediti blazno revolucijo, karkoli bomo že delali, bomo s tem, vsa sredstva, ki jih bomo uporabili, so sredstva, ki so zdaj na voljo. Se pravi, karkoli že hočemo narediti, vedno že afirmiramo sedanjost. Ampak to bolj, ko smo usmerjeni v neko prihodnost, to bolj za hrbtom, se pravi, ne reflektiramo, afirmiramo to neke strukture, ki so že zdaj ulive. Zdaj, Heglova strategija tukaj pa ni obratna. Se pravi, to, kar so Heglovi vedno učitali, da njegova blazna konzervativnost je bilo to, da se pravi, njegova postavka filozofija je tukaj ni zaradi tega, da bo spremenjena stvarnost, ampak je samo zato, da jo razume. Ampak tukaj se skriva pa je dosti veliko brati mogoče veliko večja progresivnost, kot vsej blazne progresivnosti, ki proba iskati izhode iz sedanjosti, s tem, da jo vedno pod prsti perpetuira. In sicer Heglova poanta je točno to. Ker mi enkrat razumemo stvarnost, ta stvarnost ni več enaka. Sprav, ker razumemo točno to, kar je točno to, kar je nekaj čisto drugega. Če dam tukaj neke banalne, pa najbolj preproste primere je, ne vem, človek, naprimer imamo alkoholika, ki v trenutku, ki reče, jaz sem alkoholik, se začne nova etapa v njegovem življenju. In dokler tega ne reče, se perpetuira točno to, da si skriva dejstvo, v katerem je. Ali pa naprimer človek, ki se enkrat reče, kakšen egoist sem jaz. Ne? Ko si reflektira to, kar je, takrat dobiš le možnost, da rata nekaj drugega. Ne? In v tem smislu se mi zdi, da je, in to se da čisto formalizirati. Prav, Heglova osnovna poanta je, ko stvarnost razumemo, edino takrat imamo možnost, da iz nje izstopimo oziroma imamo neko minimalno distanco, kjer smo lahko že čez to stvarnost. In zaradi tega je pač s tem bi utemeljil pač to svojo osnovno tezo, ne, da je Hegel v svoji konzervativnosti, se pravi v temu, da sam probamo razumeti, kar je revolucionaren, zaradi tega, ker je to za njega edino točka, kjer se res dejansko lahko nekaj spremeni. Ne tako, da mi mislimo, koliko smo blazno napredni, revolucionarni, progresivni, hkrati pa vedno za hrbtom perpetuiramo to, kar je že bilo. In v tem smislu se mi zdi vprašanje celotne konference, a je prepozno za Hegla v bistvu mogoče toliko obrniti, da se lahko vprašamo, a je ob vseh poskusih prevladovanja pa nadgrajevanja Hegla pa to, mogoče končno nastopil že čas za Hegla, tako bom rekel. Ne? V redu, zdaj pa mislim, da
če nimate še kakega medsebojnega komentarja ali pa vprašanja, bi mogoče predlagal, da damo Hegla še malo ljudstvu, oziroma da povabim še poslušalstvo, če ima kdo kakšno vprašanje za katerega od udeležencev ali za vse. Če potem mikrofon je tukaj tokrat in se morate sprehoditi do odra. Ta mikrofon je najboljša garancija, da ne bo nihče prišel sem. Ja, to je. Jaz v bistvu nimam vprašanja, samo pač v imenu organizatorja konference povem, da je še eno vprašanje, sta dve vprašanje konference. Eno je, a je prepozno za Hegla, drugo pa, a je danes prepozno oziroma a je to, da se nam zdi, da je prepozno, če zato nujno rabimo Hegla za odgovor na to vprašanje. Se pravi, glih obratno, ne? Mogoče pa je Hegel ravno taki šele prihaja, ne? V to našo prepoznost, v kateri smo. No. Tako da mogoče, če ima kdo še kakšen komentar na to ali pa pač na samo aktualnost tega trenutka, v katerem smo, ne? V kombinaciji s Heglom. To je zdaj naloga, ne? Skratka, ne samo, a je prepozno za Hegla, ampak ne, tudi, mislim, ne, a je prepozno nasploh za večino. A je že, mislim, zdaj? Ne, v bistvu, A je Hegel edini, ki še lahko kaj reče o prepoznosti, o naši lastni prepoznosti? Ja. Bom tvega odgovor, ja. Ja, meni se zdi to vprašanje, ki se ga naslovila, je pač eden izmed ključnih Heglovih nasplošno problemov, zaradi tega, ker veliko se govori o Heglu, ali je konzervativen pa ali je progresiven. Ne? In zdaj pa to se je takoj že po Heglovi smrti, pa že v bistvu za časa življenja so se delili njegovi privrženci ali pa kakorkoli ljudi, na katere je imel on vpliv na staro pa mlado Heglovce pa tako naprej. Ne? In zdaj tisti, ki so mu učitelj konzervativnost, so se vedno obesili na ta njegov Versöhnung, se pravi na ta njegov pojem sprijaznjenja ali pa sprave z dejanskostjo. Ne? In zdaj tudi, se pravi, linija tega mojega zadnjega odgovora je šlo točno na to, da konec koncev je vprašanje, ne, če lahko prvič, se pravi, na dva načina ali pa po dveh smereh lahko odgovorimo. Prvič se mi zdi, da Hegel lahko konceptualizira samo točko, iz katere je možno misliti sedanjost, se pravi, samo točko, da nas konec koncev ustavi v tej meri, mogoče pa ni več čas ali pa ni več potrebno iskati vedno novih rešitev, ampak probamo filozofiji končno izmed tega, da, se pravi, za razliko od tega, da je vedno v zadnjih ne vem koliko let dobivala nalogo, filozofija naj misli nove perspektive sedanjosti, pa filozofija naj nas reši iz te godlje, v kateri smo, pa naj filozofi povejo, kako bi lahko mogoče bilo, je mogoče točno s Heglom končno nastopil čas, da filozofija sama se odreši tega bremena, kako naj bi bilo, pa se posveti točno svoji fundamentalni nalogi. Kaj pa, če bi filozofija povedala samo to, kako je, pa bomo s tem dobili nek prostor za dihanje, pa mogoče neko drugačno sedanjost, ki se je skozi vse možne revolucionarne spremembe probala perpetuirati. Drugič je pa to, da iz moje perspektive, naprimer iz perspektive najbolj suhoparne, formalne Heglove misli, se kaže, da se šele zdaj v zadnjih dobesedno 10 letih prebuja nek interes za Hegla na področjih, kjer se nikoli ni zdelo, da ima karkoli pač započeti. Sicer na področju logike in formalne filozofije, kjer se pač vzpostavlja ta osnovna ločnica kontinentalne pa analitične filozofije, in analitična filozofija se je itak vzpostavila s tem, da je pač Hegla bilo treba odrezati, in to je pač nek
osnovni primer tega, kako filozofija ne bi smela izgledati in se je vzpostavila analitična filozofija skozi neko absolutno jasnost, katere nasprotni pol je bil Hegel v svoji temačnosti. Po drugi strani je pa kontinentalna filozofija bila taka in na nek način vedno probala nekako prešvercati Hegla, ja, saj nekaj se pa od njega da rešiti pa tako naprej. Zdaj se pa kaže skozi bolj, da ima Hegel celo, se pravi, ravno znotraj logike ogromno zapovedati, točno v zvezi z, naprimer, formalno logiko, v zvezi z nekimi nujnimi protislovji, ki se kažejo znotraj vseh formalnih teorij, se pravi, logično-formalnih sistemov. In, naprimer, tukaj se kaže neverjetna svežost Hegla in tukaj lahko to, kar je, problem je tega, kar je, mislimo dobesedno s Heglom. In spet ne rabimo nobene revolucionarno nove paradigme in nove misli, ampak se je zdaj v zadnjih časih pokazalo, da je čisto dosti, če sam probamo razumeti Hegla v njegovi logiki in lahko dosti novega povemo tudi o samih, naprimer, na samem področju logike, ki se je, se pravi, sodobne logike, za katero se je zdel ali pa katera se je zdela Heglovi misli vedno nekaj popolnoma nedosegljivega. In se mi zdi, da podobno razmerje je možno vzpostaviti tudi na političnem, zelo estetskem področju, pa to znotraj Hegla. Se pravi, ne da probamo iskati neke blazne novotarije, ampak probamo samo razumeti to eno osnovno linijo tega, kako je Hegla možno danes razumeti in bomo s tem dobili ogromne perspektive na to, kako se lahko sedanjosti sploh lotimo. S tem, ko se bomo ozdravili neke nuje, nekih novih pa svežih pogledov, bomo mogoče dejansko do te svežine prišli. No, tako. Mislim, če imamo še ali je... Ja. Jaz sem tu se sam navezati na to, kar je Jan povedal, kar mi je res zanimivo, ampak zdi se mi, da ena točka je pa, kjer je Hegel, tako bi rekel, neaktualen ali pa kjer zgodovina ni šla v tej njegovi smeri in tu se mi zdi, da doskrat tako, jaz ful pogrešam tematizacijo tega, ampak ker sem jaz tako Hegla prvič bral, kar je meni najbolj butelno ven, je tu prepričanje, da je stvarnost organizirana tako kot misel, tu je tudi prej Jan ful dober predstavil. Ampak on govori tam v znanosti logike, da so tako recimo kisline pa baze, da je tukaj neka dialektika, tako kot naravni misli. Ne? Ampak to je noro, to je pač pozitivna znanost je šla zdaj v drugo smer je šla. Ne? Pač mi vemo, da pač kaj je zunaj, ni tako, kot se nam v glavi dogaja. Ne? In tukaj se mi zdi, da je pač zadnjih 200 let po Heglu pač dobro, da recimo medicina pa tako, da mu ni čisto sledila. Ne? Tako da v tem smislu se mi zdi, tukaj imam nek pomislek, jaz sploh pri teh ontoloških temeljih Heglovstva, ok, jaz tu za formalno logiko mogoče super, ne, ampak težko pa on je res verjel, da je tu sistem znanosti kot celote, kar se mi zdi, da se je pa zdaj izkazalo, da pač ne moramo tako recimo znanosti tako poenotiti, kot si je on, pač kar je bil pač namen tega projekta. Ne. Ja, po eni strani je res blazno zabavno in smešen videti, kako Hegel naprimer znotraj logike piše o kemiki in tako naprej. Ne. Samo tukaj sta dve stvari, ki jih je dobro ločiti. Ne. In sicer, ko Hegel o kemiji in o naprimer tej dialektiki kisline in baze tako, piše znotraj logike, tukaj to ni področje, se pravi, naravne filozofije, v kateri govori v celem drugem segmentu, naprimer svoje misli, imamo logiko, naravo pa področje duha, ne? Ampak konec koncev hoče vzpostaviti, kako je misel zmožna dojeti nekaj, kar se v naravi kaže kot, rečemo temu, polarnost. Ne? Zaradi tega, ta ideja polarnosti je bila blazno atraktivna tema in pol ta živalski magnetizem in Mesmer in cela teorije pa problemi hipnoze pa tako naprej. Ne? In hkrati magnetizem je bil tudi ogromen problem. Ne? In zdaj, zanimivo je, da Hegel hoče znotraj logike vzpostaviti nek konceptualni okvir za to, da mi lahko v naravi sploh razumemo nekaj tazga, kot je magnetizem, delovanje nadaljavo, neko polarnost. Ne? Sprav, kako je možno, da imamo mi en kos, eno stvar, ki zgleda kot nekaj samostojenega, pa hkrati je znotraj sebe vezala z drugo stvarjo. Naprimer, kako je možno, če imamo mi naprimer magnet,
pa imamo severni pol, pa južni pol, pa ga prerežemo na pol, pa ne bomo dobili sam severnega pola nekje v eni roki, pa sam južnega, ampak bomo isti problem spet dobili. Ne? In zdaj imamo, zanimivo je to, da Hegel ne govori o eni stvari, kot je magnet, kot neka stvar, ki jo mi skopljemo ali naredimo z neko določeno fizikalno reakcijo, ampak kot neka sled same ontološke strukture, o kateri on že skozi govori, znotraj stvarnosti. In zanimivo je, da imamo naprimer znotraj sodobne fizike cel kup takih problemov, ne? Kako je možno delovanje nadaljavo. Se pravi, to je bil glavni problem teorije gravitacije. Kako je možno, da nekaj deluje po praznem, brez kakršnekoli mehanske prisile. In kako je možno, naprimer, imamo ta Einstein-Podolski eksperiment. Se pravi, kako je možno, da se dva delca, ki jih pošljemo toliko narazen, da komunikacija med njima dejansko ni mogoča, se pravi materialna komunikacija, katere hitrost je svetlobna, in bi mogla po izračunih dobesedno se oba dva obnašati, še preden bi lahko komunikacija med njima bila vzpostavljena, točno tako, kot da bi že vedela en za drugega. Ne? In Hegel se ukvarja s takimi strukturami, se pravi, ne to, da zdaj kislina pa baza, pa imamo neko dialektiko. Zanimivo je to, če je možno Hegel se ukvarja še vedno z vprašanji, ki jih sodobna fizika ni niti slučajno rešila ali pa dala prepričljivega odgovora. Zaradi tega, ker če mi gledamo, kaj je elektrika, dobimo še vedno zgodbo o elektrončkih, ne? Ali pa naprimer o kvantih, naprimer o kvantih gravitacije. Ampak vse to mogoče dobro funkcionira znotraj razlage in znotraj eksperimentalne razlage lahko mi govorimo tudi o, naprimer, tako, ko smo bili majhni, smo v Cicibanih gledali o škratih elektrončkih, ali pa o teh škratkih, ki naše te rdeče krvničke s tovornjaki peljejo po telesu. In lahko s tem razložimo stvari in lahko funkcionira, ne? Ampak na podoben način se fizika ukvarja. Ne? Sprav, nima veze, kaj zares je ta stvar, o kateri fizika govori. Ona lahko govori o tovornjačkih, ki nosijo določeno količino sile, ampak dokler to funkcionira, od tukaj naprej fizike ne zanima stvar. No, Hegla pa točno to zanima. Ne? In zaradi tega se meni zdi zanimiv, mogoče Hegla vse ne poskušati oddonkati oziroma odpraviti kot nerelevantnega zaradi tega, ker je mislil, da je kislina pa baza nekaj, kar je v dialektičnem nasprotju, ampak je znotraj kisline pa baze najdel sam nek primer tega, kar je njega znotraj osnovne strukture stvarnosti zanimalo. Kako je možno, da je ena stvar, za katero se zdi, da je samostojna, v resnici odvisna od neke druge stvari in sicer po svojem notranjem substancialnem bistvu. Ne? Kako je možno, da če imamo mi eno stvar in tukaj nekaj drugega naredimo, ta stvar rata čist nekaj drugega. Ne, da bi se ene stvari dotaknili, rata ona čist nekaj drugega, če pritisnemo na trik knofe drugje ali pa če ji približamo nek določen objekt in tako naprej. In te stvari so bile tiste, ki so njega gnjavile tudi v temu živalskem magnetizmu, se pravi, kako je možno, da hipnotizer enega nadaljavo brez kakršnihkoli dotikov popolnoma spremeni in tako naprej. Ne? In v tem smislu se mi zdi, da Hegel ni še za staro šaro. Ne? Se ukvarja s stvarmi, ki jih tudi sama sodobna fizika in sodobne teorije na nek način predpostavljajo, s tem, ki imajo neke obvozne rešitve. Ne? Okay. Še kdo? No, jaz sem tudi že izčrpal svojo zalogo vprašanj, tako da morda smo bili to pa dolgo. Hvala za sodelovanje, hvala za pozornost. Naslednji dogodek je okrogla miza o prevajanju. Mislim, da ob 6. Okay. In ja, hvala za pozornost.